Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Moje ime je Bojan Požar. Marka Bošnjaka, viceguvernerja Banke Slovenije, ki je pred časom res da neuspešno kandidiral celo za guvernerja, so te dni prijavili na davčno upravo, saj naj bi že 5 let na črno, denar na roke, študentom oddajo svoje stanovanje na Grablovičevi ulici v Ljubljani, medtem ko on sam stanuje v hiši v Vodicah, blizu Ljubljane, smer Gorenjska. Po mnenju prijaviteljev naj bi Bošnjak na tak način državni proračun oškodoval za najmanj 7.000 evrov. Marko Bošnjak, ki se je sprva želel potuhniti, to zdaj zanika in pravi, da je zakonito prijavil vse svoje dohodke iz naslova premoženja, vendar dokazov za te svoje trditve ni pokazal. Podobno kot pred časom politik Peter Vilfan, ki pa je kasneje vendarle moral odstopiti. Po zdajšnjih informacijah je Bošnjak že v postopku pred davčno upravo, kako se bo vse skupaj razpletlo, pa je še velika neznanka. In zanimivo, gospod viceguverner Marko Bošnjak preko najete odvetniške pisarne zahteva, ne boste verjeli, celo prepoved novinarskega poročanja o tej zadevi. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3 in kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj, pa smrt sovražnemu govoru in svoboda narodu. Danes se bomo pogovarjali o še vedno neuresničeni odločbi Ustavnega sodišča, da mora Državni zbor izenačiti financiranje javno veljavnih osnovnošolskih programov v državnih in zasebnih šolah ter politiki, ki to počne. Zato sta danes z menoj dva eminentna sogovornika, ki o tej zadevi tudi ogromno vesta, tako rekoč vse. To sta vrhovni sodnik in nekdanji ustavni sodnik gospod Jan Zobec in Peter Gregorčič, eden od tistih, ki so leta 2012 na Ustavno sodišče v tej zadevi vložili ustavno pritožbo. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena. Dober večer. Zdaj, predno gremo na to debato, ki smo jo pravkar napovedali. Imam eno vprašanje za gospoda Zobca, ampak zadeva tudi Ustavno sodišče. Upam, da bo pripravljala to odgovoriti. Poglejte, jutri dopoldne se začne obravnava na Ustavnem sodišču v zadevi Vili Kovačič proti Zoranu Jankoviću. Gre za tiste očitke povezane z zlorabo glasila Ljubljana v predvolilne namene. Zdaj, po nekaterih ocenah, govoril sem z pravnikom, ki se spozna na ustavo, ustavnim pravnikom, gospodom Jurijem Toplakom, naj bi bilo celo 80% možnosti, da bi Vili Kovačič za to zahtevo uspel. Pa me zdaj zanima vaše mnenje, kako bo odločilo Ustavno sodišče v tej zadevi? Verjamem, da ste to spremljali. Žal nisem spremljal, težko rečem. Ne morem komentirati. Veste pa, tudi če bi vedel, bi moral biti tukaj zadržan. Ker visečih zadev sodniki raje ne komentiramo. Res, da nikoli več ne bom ustavni sodnik, ampak nekako ne spodobi se, da bi viseče zadeve komentiral. Dobro, škoda, jaz sem si obetal vaše mnenje v tej zadevi. Žal je ne poznam, je tudi sicer ne poznam. Ampak slišal pa sem prej, da ste povedali v pogovoru, da ima Ustavno sodišče na doketu še pobudo za presojo ustavnosti zakona, katerega protiustavnost je že ugotovilo. Aha, ok, to pa je verjetno že v debati, ne? To je pa že v debati. Zdaj, tale pritožba, ki jo je vložil pred leti gospod Peter Gregorčič, samo da razčiščimo, gospod Peter Gregorčič, širša javnost vas ne pozna, ne? Vem, da ste po poklicu fizik, ampak ko sem se z vami prvič pogovarjal, sem imel občutek, da ste doktor prava, tako ste približno mi predstavljali zadevo, zdaj povezano z financiranjem šolstva oziroma z Ustavnim sodiščem. Pa mi povejte, zakaj ste vi tisti državljan, ki se je odločil iti na Ustavno sodišče s to zadevo? Ja, jaz se imam za pravnega laika. Ste pa fizik, ne? Doktor laserske fizike, če se to dopolno. Ne, jaz sem pač, doktorat imam iz fizike, delam pa na področju laserske tehnike. Zdaj, v resnici, ta pobuda je prišla strani enega izmed staršev, ki je imel otroka na šoli, to je gospod Kokal. On je takrat povabil starše, da bi se mu pridružili. Gre pa za katero šolo? Za osnovno šolo Alojzija Šuštarja, ki deluje v okviru Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. In to se je zgodilo leta 2012. Takrat se mi je zdel to tak zanimiv izziv. Rekel sem, dobro, ok, zadevo bi lahko naštudiral in če bom imel kaj povedati, bom to zapisal in bom poskusil tudi sam vložiti pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in Ustavno sodišče. To se pa vi ste imeli če jaz prav razumem, zelo subjektivno odnos do te zadeve, oziroma jo še imate, ne? V resnici na Ustavno sodišče sem vrata ne odprejo, če niste upravičenc z zahtevo. Če nimate konkretnega pravnega interesa, izkazati ga morate zelo konkretno in izkazati morate tudi, in to je ključno, da bi v primeru, da boste uspeli, se vaš pravni položaj izboljšal. Gospod Zobec, kako vi gledate recimo na tako močno
subjektiviteto, recimo v primeru, kot je tukaj pri gospodu Petru Gregorčiču, ki je očitno prizadeta pač njegova družina oziroma njegovi otroki. Ja, prizadetost je seveda predpogoj za pridobitev statusa pobudnika. Samo tisti, čigar interes je neposredno, konkretno prizadet in čigar interes bi se z odločbo Ustavnega sodišča izboljšal, je upravičen do pobude. Seveda potem, ko izčrpa vsa pravna sredstva, tudi materialno izčrpa, se pravi, prehodi celotno pot na vseh sodiščih, vključno z Vrhovnim, šele potem se lahko obrne na Ustavno sodišče. In zdaj konkretno, gospod Gregorčič, vaš motiv je bil kaj konkretno? Se pravi, mi smo nekako razumeli, da je ta določba zakonska 86. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa osnovni šoli, ki deluje v zasebnem zavodu, vendar izvaja javno veljavni program, torej deluje v javnem interesu, zgolj 85% sredstev, ki jih dobi za ta javno veljavni program v javni šoli, v neskladju z 57. členom Ustave, ki jasno pravi, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev in pri tem ne loči med zasebnimi in javnimi zavodi, ki izvajajo tako izobraževanje. In pri tem smo uspeli. Poudaril pa bi sledeče. Pobudo smo vložili leta 2012. Danes smo leta 2019 in ni uresničena. Osnovnošolsko izobraževanje po naravi stvari traja 9 let. Od te naše vloge je minilo 7 let. V tem času je otrok drugega para pobudnikov že zaključil osnovno šolanje. Takrat je bil v 6. razredu, danes je polnoleten. Moj najstarejši sin, ki je bil takrat v 3. razredu, zaključuje osnovno šolo v tem šolskem letu. Torej, zadeva je sicer nam je Ustavno sodišče leta 2014 formalno in pravno, teoretično priznala pravico, ki pa recimo za tega prvega pobudnika nikdar ne bo uresničena in zato povsem nerelevantna. In Evropsko sodišče za človekove pravice je že opozorilo, in to že večkrat, da je to tudi v neskladju s 6. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah. Zdaj, to ni edina, še neuresničena odločba Ustavnega sodišča. Imamo tukaj dva grafa, ki bomo videli, kako je s temi zadevami. Predlagam, da pogledam prvega. To vidimo, da je konec leta 2018 je bilo v Sloveniji neuresničenih že 14 odločb Ustavnega sodišča, kar pa zadeva konkretno ta vaš zakon, da tako reče gospod Peter Gregorčič, je pa neuresničen že približno 5 let. Ne? Gospod Zobec, kaj to pomeni recimo tako veliko število neuresničenih odločb Ustavnega sodišča za neko državo? Za državo pomeni, da država drsi v protiustavnost. Pomeni, da ustavno nazaduje, pomeni ustavno regresijo in pomeni, da zapušča družbo držav z ustavno demokracijo. Namreč bistvo ustavne demokracije je, da človekove pravice učinkovito varuje Ustavno sodišče. Ne zakonodajalec, seveda tudi zakonodajalec, vendar če ta zataji, če večina meni drugače, stopi tu na sceno Ustavno sodišče, ki zadevo, ki ugotovi neustavnost, naloži zakonodajalcu, da neustavnost odpravi, in če zakonodajalec tega ne spoštuje, pomeni, da je v tem majhnem delu ustava pravzaprav ukinjena. Ustavna demokracija ravno tako. In če je teh odločb že 14, je to znak za alarm. Pomeni resno ustavno nazadovanje. Ker, tako kot je prej gospod Gregorčič pravilno povedal, Evropsko sodišče je že neštetokrat povedalo, da pravice ne smejo biti samo zapisane, ne živijo samo formalno, teoretično, ampak da morajo biti dejansko učinkovite. In če dejansko niso učinkovite, potem takih pravic ni. Ampak ali smo se mi zdaj, glede na to veliko število, smo se nekako, navadili na to, da se pač odločbe Ustavnega sodišča ne izvršujejo? Mislim, ker očitno se nihče za to posebej kaj ne sekira. Jaz sem pač nekaj posameznikov, kot je recimo gospod Gregorčič. Ne? Ja, ker smo neposredno prizadeti. Ja. Očitno smo se, jaz bi tukaj
Jaz nisem sodnik in zato... Ne govorimo o neki taki splošni mentaliteti v državi. Zato mi ni potrebno biti zadržan kot gospodu Zobcu in zato bom kar direktno povedal. 9. januarja 2016 se je iztekel rok za uresničitev odločbe, s katero smo uspeli in smo vložili leta 2012. Ker zakonodajalec ne samo, da je ni uresničil roko, celo v medijih je trdil, da si bo vzel čas in da se ne mudi. In ker se je kazalo celo, da se načrtno izogibajo uresničitvi, ker je pripravil osnutek predloga, ki je načrtno izigraval tole odločbo, smo se pol leta po preteku roka odločili, po zgledu nekih drugih odločb, da na Ustavno sodišče zopet zatrjujemo isto neustavnost in da Ustavnemu sodišču predlagali, da ugotovi zopet, da je zadeva neustavna, da ugotovi, da so bili vsi postopki zakonodajalca neuspešni, da bi uresničili odločbo in zavarovali naš ustavno-pravni položaj, ter sodišču predlagali, da stopnjuje sankcijo na način, da samo določi način izvršitve, kar je sodišče v preteklosti že uresničilo. Ta odločba se trenutno obravnava absolutno prednostno, vendar nihče se ne zgane, celo več. V poročilu Ustavnega sodišča iz leta 2018 sem lahko prebral besede gospoda predsednika Ustavnega sodišča, kjer pravi, da se zakonodajalec vendarle odziva in da on zaradi tega zre v prihodnost z optimizmom, da zadeva ni huda. No, vse te besede, gospod Jegončič, imamo tukaj izpisane, bi zdaj prosil še kolege v studiu, da mi pokažejo tretji graf. No, to so te besede predsednika Ustavnega sodišča, ki pravi, številne neupoštevane odločbe Ustavnega sodišča so že v postopku spremembe zakonodaje in se torej lahko pričakuje njihovo uresničitev, kar kaže na to, da je Ustavno sodišče slišano in posledično na to problematiko zaradi navedenih okoliščin zre nekoliko bolj pozitivno. Kako pa, ja, gospod Gregorčič, vi ste to začeli komentirati. Gospod Zobec, kako vi gledate na tole izjavo predsednika sodišča? Gledam z začudenjem. Zdi se mi dokaj nenavadna. Ustavno sodišče zgleda, kot da Ustavno sodišče sprejema položaj papirnatega tigra. Takega ustavnega sodišča, ki izda odločbo in mu je potem malo mar, ali se ta odločba izvrši, ali ostane samo na papirju, ali so pravice, ki jih je ugotovilo, oziroma kršitve, ki jih je ugotovilo zato, da bi zavarovalo pravice, ali so potem take zavarovane pravice samo teoretične, iluzorne. In da je dovolj, če zakonodajalec, ne vem, kaže neko zanimanje, skrb, prizadevanje, že leta in leta, to me preseneča. Mi smo dali takrat 2-letni rok za izvršitev ustavne odločbe. 2-letni rok je najdaljši rok, ki ga Ustavno sodišče lahko naloži. Več ne more. V 2 letih bi moral biti zakon sprejet. 2 leti je dovolj dolga doba. Sprememba zakona, da bi se ustavna odločba realizirala, je bolj tehnična, ni zahtevna. Ne morem razumeti, kako da to še ni realizirano. Zdaj to, če nekoliko poenostavimo, no to pomeni nekaj podobnega, kot če bi recimo neko sodišče, običajno sodišče, redno sodišče, nekoga obsodilo za zaporno kazen, ampak bi se potem sodišče fučkalo, če bo ta dotični potem, ki je obsojen, šel v zapor ali ne. A to je nekaj podobnega, ne? Ja, nekaj podobnega, samo obsojeni bo šel v zapor, zato ker bo prišla policija in ga bo ta prisilno odgnala. Tukaj pa velja tisto, kar je Hamilton, kjer Federalist Papers povedal, znamenit stavek, sodstvo je najšibkejša veja oblasti. Nima ne denarnice, nima ne meča. Ima seveda samo argument in ima ustavno kulturo, ki bo pač se na to odzvala. Ustavna kultura smo pa ljudje. In tako kot me skrbi, oziroma kot me čudi, izjava, ki sem jo malo prej videl na televiziji, me čudi in skrbi tudi ta mlačnost, apatičnost ljudi, ki jim je malo mar in si rečejo nekako tako. Gospod Zobec, ampak kdo je pravzaprav zdaj najbolj kriv ali pa najbolj odgovoren, da se te odločbe Ustavnega sodišča ne izvršujejo? Najbolj odgovorna je seveda zakonodajna oblast. Njej je bilo naloženo. To je pa kaj, Državni zbor? Kako? Državni zbor. In seveda tisti, ki je zadolžen za pripravo zakona. Najbrž je to Ministrstvo za šolstvo. Kot v tem konkretnem primeru, ne? Ja, ta pripravi predlog, ga predloži Državnemu zboru in Državni zbor mora pač tak predlog, ki je potem skladen z ustavo, skladen z
odločbo Ustavnega sodišča sprejeti. Ampak sankcij tukaj ni nobenih, tukaj ne pride policija, ne? Tu ne pride policija, pridejo pa stranke, lahko pa seveda stranke ponovno vložijo pobudo za presojo ustavnosti, ker protiustavnost še obstaja. Zakon, odločba je ugotovitvena, zakon tak je nedotaknen, še obstaja. Torej ga lahko ponovno izpodbijajo in tako zadevo bi moralo Ustavno sodišče, ker je rok že kdaj iztekel, vzeti absolutno prednostno in zelo enostavno tehnično vprašanje bi imelo pred seboj. Stopnjevanje sankcij, se pravi, z načinom izvršitve, za kar ima vso podlago v zakonu o Ustavnem sodišču. Dobro, zahvaljujem se, prišli smo do prvega oglasnega bloka, se vrnemo k debati takoj po oglasih. Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Pogovarjamo se o neizvršenih odločbah Ustavnega sodišča. Smo sta gospod Jan Zobec in pa gospod Peter Gregorčič. Zdaj, ocenili smo izjavo predsednika sodišča, gospoda Rajka Kneza, domala škandalozno, ampak ta izjava je sestavni del poročila o delu Ustavnega sodišča za preteklo leto. Ampak to me še zanima, zdaj, glede neizvrševanja. Zakaj pa ni Ustavno sodišče samo kot tako, bi rekel, bolj motivirano, da bi prignalo z mehanizmi, ki jih ima, da bi samo priganjalo do izvršitev odločb? No, če smem jaz, moje mnenje je, kot pravni laik, ko daleč opazujem Ustavno sodišče, da pač naše Ustavno sodišče se ne želi izrekati. Kako se ne razume, se ne želi kaj? Se ne želi vsebinsko izrekati, najraje zavrača zadeve. V tem primeru pa me obdaja zelo neprijeten občutek, namreč v ozadju, kar javnosti ni poznano, je pa poznano vlagateljem, se je zgodilo kar nekaj takih na videz naključnih, vendar meni se zdi, da zelo povezanih stvari. A to v vašem primeru? V našem primeru, v drugi pobudi. Se pravi, drugo pobudo je Ustavno sodišče leta 2018, februarja, že poslalo Državnemu zboru v izjavo in mu določilo 30-dnevni rok, da se v njej izjavi. To je, kot sem bil podučen, običajen rok za absolutno prednostno zadevo. Vlada se je odzvala v roku, medtem ko Državni zbor ni nič odgovoril. Odgovoril je šele 7-mesečno zamudo. In Ustavno sodišče očitno ta predlog sprejelo, ker ga je poslalo v izjavo predlagatelju, kar pomeni, da je nekako krni, po mojem razumevanju, prava tudi videz nepristranskosti, ker eni stranki daje bistveno večje procesne pravice v tem postopku. Potem istočasno, ko se je to zgodilo, to se je zgodilo januarja, so se začeli na ministrstvu oglašati, da bodo hitro pripravili predlog. Na ministrstvu za šolstvo, ne? V ministrstvu za šolstvo, ja. Potem, se pravi, profesor Knez objavi tole izjavo v poročilu sodišča. Jaz sem šel pogledati v vpisnik sodišča, tisti, ki je javno dostopen, in vidim, da sta praktično samo še 2 pobudi, ki sta absolutno prednosti in sta bili vloženi pred našo. To me navdaja zelo neprijetnim občutkom, da v resnici gre za nek dogovor med izvršno, zakonodajno in pa pravno, se pravi, in pa pravosodno vejo oblasti, kar je kršenje in sicer dogovor v smislu, da delujejo v škodo posameznikovih pravic. To je pa kršenje 3. člena Ustave in v bistvu zelo močno smrdi po globoki državi ali po ograbljeni državi. To je natančna definicija ograbljene države, da vse 3 veje oblasti delujejo dogovorno, običajno v povezavi s finančnimi centri moči proti posamezniku. Žal se tega občutka v tem primeru ne morem izogniti. A imate kakšen komentar, gospod Zobec? Nimam. Nimate. Zdaj, gospod Gregorčič, ta vaš primer, oziroma pač primer, ki ga pravzaprav vsi poznamo, ampak nihče ga ne pozna dovolj, pa velika večina ga ne pozna dovolj natančno. Zdaj, povejte mi recimo izhodišče, to enakopravno financiranje pač teh veljavnih obstoječih programov v zasebnih šolah in pa v javnih šolah. Zakaj gre pravzaprav tukaj, da je toliko debate o tem? Ali gre tukaj za denar, za proračunska sredstva, ki so mogoče prevelika, ne vem, ali pa gre tukaj za kakšne druge zgodbe, ne gre za politiko, ideologijo ali kaj tretjega? Glejte, dr. Tomaž Boh je na seji odbora za izobraževanje Mislim, to bi bilo fajn, da se tako na čisto pojasnimo. Ja. Obstaja magnetogram, kjer je dr. Boh na seji odbora za izobraževanje izjavil, da gre za 300 000 evrov, kar ni noben problem zagotoviti v proračunu. To je verjetno na letnem nivoju. Na letnem nivoju, seveda. Se pravi, za denar ne gre. Jaz se že 7 let sprašujem, zakaj pa gre. In danes sem mogoče dobil celo odgovor, zakaj gre. Namreč danes je Nedeljski dnevnik objavil,
da je ministrstvo priredilo razpis, iz katerega je izpadla Hiša eksperimentov kot zasebni zavod, za 9 milijonov evrov se je šlo, ne za 300 tisoč evrov. In ta denar so razdelili med, Kulturni dom Trbovlje, ki je v povezavi s kulturnim ministrom, ki je iz kvote SD-ja, in pa del denarja je šlo za zavod Kersnikova, ki je tudi baje, tako piše Dnevnik, Nedeljski dnevnik, to niso moje izjave, v povezavi z SD-jem. Se pravi, jaz ne vem, zakaj gre, vendar si kot nek državljan, ki spremlja politiko, lahko mislim, da morda pa gre za to, da se da čez javne ustanove, čez javne izobraževalne ustanove prati denar. Ne vem, sprašujem se o tem. Od tega ne trdim. Zdaj smo spet potem prišli do denarja, ne? Oziroma pač do nekih konkretnih zneskov. Ja, ampak o veliko večjih zneskih, kot so zneski za osnovno šolstvo, ker govorimo o 300 tisoč evrih. Ja. In seveda, kot če vidim... Ampak zdaj ta država 300 tisoč evrov v vsakem primeru ima. Ampak 300 tisoč evrov je super, veste zakaj? Ker lahko potem vmes, ko vzamete 9 milijonov, ljudstvu rečete, glejte, zasebne šole so krive, ker hoče 300 tisoč evrov. In s tem ljudstvo v bistvu zaslepite, v ozadju pa počnete svoje stvari, in resničujete svoje interese. Ne vem, jaz si tako to razlagam, ne vem pa, če temu res. Upam, da ni. To se pravi, po vašem mnenju tukaj ne gre za spopad za filozofijo ali imamo staro socialistično javno šolstvo, imamo tukaj neko zasebno, moderno, ne vem, različno šolstvo. Jaz mislim, da je spopad večji, namreč v ponedeljek je prišel ven tudi predlog zakona o vrtcih, kjer naprimer določa, da bi zasebnim vrtcem lahko ukinili financiranje. Gospod Zorin, zakaj pa gre tukaj pri vas, mislim, po vašem mnenju, zakaj gre v tej zadevi? V tej zadevi gre za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča in za nič več. Gre samo za spoštovanje... Zakaj je takšen silovit odpor? Glede, 4-5 let že to traja, ne? To se tudi sam sprašujem. Dvomim, da gre za finančne vprašanja. Slišim, da je 300 tisoč evrov letno bi bilo treba nameniti za financiranje zasebnih šol. To ni niti toliko, kot sta 2 spletni strani Vrhovnega sodišča. Tako, ja. Ja. Toliko je recimo vredna ustavnost, enoletna ustavnost v Sloveniji. Še več, menim, da zasebne šole pomenijo pravzaprav prihranek, ne pa izdatek. Zato, ker zasebne šole postavi investitor, postavi ustanovitelj šole. Celotna investicija gre iz njegovega žepa. Ne gre iz žepa države ali pa lokalnih skupnosti. Tudi vzdrževanje šol bremeni investitorja. Tako da na koncu, če bi imeli izključno zasebne šole, pa nič javnih šol, bi bilo to za davkoplačevalce blagodejno. Bistveno bolje kot danes, ko imamo tako rekoč skoraj izjemo nekaj, mislim, 90% in več kot 90% javnih šol. Mislim, ker v nekem momentu je bila pač vladajoča politika pripravljena celo, mislim, da je to bilo v času prejšnje vlade, pripravljena celo spremeniti ustavo, ne, samo da bi se izognila uresničitvi te ustavne odločbe. Drži, ne? Drži. Ja, celo tako daleč so šli, da bi ustavo spreminjali, kar bi bilo po mojem protiustavno. Veste, tudi ustavni amandmaji so lahko protiustavni. Posebej takrat, kadar je večina, recimo kratkotrajna večina, kot je bila v tem primeru dvotretjinska večina, izkoriščena za to, da se izigra, obide odločba Ustavnega sodišča, zato, da se niža standard človekovih pravic. Ampak v tej spremembi ustave je mene presenetilo še nekaj drugega. Napovedani spremembi ustave. Ne? Ja, napovedani spremembi ustave. Ne? Prvi predlog je bil, da bi se izobraževanje financiralo zgolj v javnih šolah, v zasebnih pa kot to določa zakon. Vendar zanimivo mi je bilo, da to za koalicijo ni bilo sprejemljivo. Oni so želeli spremeniti celo dikcijo izobraževanje, da se financirajo zgolj šole. Veste, šole pa manj kot izobraževanje. Ne? In težava je že v tem, izobraževanje po mojem razumevanju vključuje tudi šolske potrebščine. In te sedaj tudi v javnih šolah niso financirane. Ne? In se pravi, zgleda, da so hoteli, spet pod pretvezo uresničitve odločbe Ustavnega sodišča, legalizirati stanje tudi v javnih šolah, da bi lahko država dodatno breme prevalila na starše, pustimo zasebne šole, teh je zgolj 1%, vendar da bi prevalila na starše breme 99% šolskega proračuna. Zdaj, gospod Gregorčič, v kakšni fazi je zdaj ta zadeva za to
za to šolsko odločbo? No? Ja, ne vem, v kakšni fazi. Jaz sam vem, da ustavno sodišče o njej odloča. Minister Pikalo, ja, seveda, minister Pikalo je seveda... Zdaj pripravlja nek zakon, ki ne bi pomenil uresničitev te odločbe, drži? Drži, ja. Zadnji sem bral intervju, mislim, da je bilo to v reviji Reporter, ker so vprašali predsednika vlade Marjana Šarca na to temo, kaj pričakuje od Pikalovega zakona oziroma predloga zakona, in on je rekel, da pričakuje tak zakon, ki bo pomenil uresničitev ustavne odločbe, oziroma pač da nihče ne bo imel nič proti. Ne? Se to zdaj dogaja ali ne? Osnutek, ki ga je dr. Pikalo objavil na e-demokraciji, zagotovo tega ne uresničuje. Vidim, da na desetine pripomb prihaja. Namreč, ja, 300 pripomb so prijeli na ministrstvu, tako sem prebral v medijih. Namreč, se pravi, kot sem na začetku povedal, Ustavno sodišče vašo pobudo sprejme zgolj v primeru, da se pričakuje izboljšanje vašega pravnega položaja. Po mojem razumevanju to pomeni, da je lahko z odločbo skladna zgolj tista rešitev, ki izboljša pravni položaj. Minister Pikalo, ki se je na televiziji pohvalil, da združuje nezdružljivo, pa je izdal osnutek predloga zakona, pazite, gre šele za osnutek, v katerem slabša nas pravni položaj. Tako da jaz menim, da je na njem zgolj na isto stran napisal nezdružljive stvari, ki pa jih ni smiselno združil. Slabša v čem? Se pravi, v resnici je naše financiranje sedaj 85%, po predlogu gospoda dr. Pikala pa bi bilo zgolj 65%. To je seveda spretno zavil v člene zakona o osnovni šoli, ki deli osnovnošolski program na, pazite, obveznega za učenca in izbirnega za učenca, vendar obveznega za šolo, ki ga izvaja. In gre za javno veljavni program, ki deluje v javnem interesu. Namreč uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja, ki med drugim tudi pravijo, da naj otroci razvijajo svoje osebnost in svoje zmožnosti skladno s svojimi potrebami in interesi. Temu pa je namenjen izbirni program, ki ga predpisuje država, ne šole. In temu ta predlog popolnoma ukinja financiranje. Vendar je zgodba globlja. Namreč, sam to bi še eno podvprašanje v tej zvezi hitro, no? Preden nam to ide. A mislite, da tudi to je del nekega načrta, ne? Da se pripravi pa v smislu uresničevanja ustavne odločbe nek zakon, ki pa bo še poslabša položaj tistega, ki se je pritožil? Je to načrt ali je to zdaj slučajno prišlo do tega? Glejte, tega jaz ne vem. Vem pa to, da ko je prišla ta odločba iz Ustavnega sodišča leta 2014 ven, sem slišal iz ust ljudi, ki že desetletja krojijo šolsko politiko, da bo to še ena odločba, ki nikdar ne bo uresničena. To se sedaj dogaja. Vem tudi nekaj drugega, da ko se je šlo za poskus spremembe tega ZOFI-ja, leta 2017 sem govoril z visokimi predstavniki oblasti, ki so mi za zaprtimi vrati povedali, da ker nismo sprejeli njihove pobude 185, da nas bodo kaznovali tako, da nam bodo uresničili 100, kar bo za nas slabše. In to se danes dogaja. Gospod Zobec, kako je mogoče, da recimo Ustavno sodišče dovoljuje, kako bi rekel, na nek način tako, to je šikaniranje pravzaprav, ne? Oziroma popolno izigravanje ustavne odločbe? To je izigravanje ustavne odločbe in to je majhna, drobna, ampak če je že 14 takih odločb, več kot drobna ukinitev ustavnega sodišča. Vsaka neizvršena odločba ustavnega sodišča pomeni neko drobno ukinitev ustavnega sodišča v tistem delu, na katerega se ta odločba nanaša. V tem primeru glede financiranja zasebnega šolstva. Ali bo sploh mogoče kam priti recimo z takšnim zakonom gospoda Pikala, na katerega recimo že zdaj, ko je osnutek, to isto pripomb? No? Ne vem. Verjetno bodo sledili, ali pa je že prišlo do zapletov v zakonodajni proceduri, ampak vse to bi moralo presekati Ustavno sodišče, po mojem, s stopnjevanjem sankcije. Ne? Sankcije, kakšne pa? Taka, da odredi način izvršitve, da začasno vstopi v čevlje zakonodajalca in je ono tisto, kar naredi namesto njega. Gospod Zobec, zdaj Ustavno sodišče je prav tako določilo, to se verjetno spremljali, da pač se mora spremeniti tudi veljavni zakon o volitvah, volilni zakon. Ne? In kot kaže zdaj, po nekaj mesecih, rok je 2 leti, mislim, da konec prihodnjega leta, se bodo te politične stranke težko dogovorile. Kaj se bo potem recimo v tem primeru zgodilo? Ne vem. Težko rečem. Ampak ko Ustavno sodišče izda ugotovitveno odločbo, določi rok za izvršitev, mora zakonodajalec že naslednji dan sprožiti ustrezne procedure, da v roku ustavno odločbo izvrši.
ker sicer pride, oziroma je protiustavno stanje podaljšano. Dvakratno je podaljšano. Prvič je tako, kakršno je bilo pred ugotovitvijo protiustavnosti, in drugič je še globje, ker je ta protiustavnost ugotovljena z odločbo Ustavnega sodišča. Se pravi, imamo dvakratno zanikanje ustave. In to je znak za alarm. Znak za alarm, gospod Jegočič, kakšne bodo zdaj vaše naslednje poteze? Ne vem, jaz sem tak človek, da najprej počakam in se potem počasi odločim, ker zagovarjam pač tehtne korake. Sicer isto trdi politika, vendar politika je zavezana uresničevati roke, ki jih postavi Ustavno sodišče. Mislim, da najbolj pametno bi bilo, da bi se z ministrstvom vzpostavil dialog, kolikor vem, so ga predstavniki zasebnih šol že pozvali, vendar za njih ni imel časa. Rekel je, da se bo z njimi sestal šele junija, najverjetneje jim bo povedal, da je naredil vse, kar je v njegovi moči in da je zakon že v zakonodajni proceduri. Ne vem, upam, da temu ne bo tako in da se bo minister končno začel pogovarjati. Zdaj, 2 minuti še imamo do konca. Gospod Jegočič, kje ste vi, recimo, kje bi na tej sceni, ne vem, politični, pravni sceni, kakorkoli zakonodajni, locirate te ključne nasprotnike tega nasprotnike izenačenega financiranja osnovnega šolstva, zasebnega in javnega? Ne vem. Kje so po vašem najtrši odpori? To je v bistvu največje vprašanje globoke države, da je neotipljiva. Mislim, kadar se začne debata o tem, postane debata zelo ideološka, zelo živahna, ne? Zelo konfliktna. Poglejte, o imenih seveda ne morem govoriti, vendar opažam izražanje stališč, ki je drugačno v javnosti, nekih vidnih politikov in pa nekih zasebnih pogovorih. Tako da ne znam jasno odgovoriti na to vprašanje. Kaj pa mislite, zdaj pravite, da so različna stališča, se pravi neki zaprti sestanki, če sem prav razumel, pa v javnosti, a je javnost potem naklonjena kako temu, da bi se izenačilo to financiranje? Ja, če berem razne forume, ni. Kako? Če berem različne forume pod medijskimi portali, ni. Aha, zakaj pa potem, kako pa potem tolmačite te različne izjave? Ja, to je super za politiko. Se pravi, če nasprotuje take odločbi, ki javnost ni naklonjena, potem pridobiva politične točke. In torej na račun ustavnih pravic, ki so kršene, politično prosperira. Zdaj še zadnje vprašanje. Prej ste rekli, da vaši otroci počasi zapuščajo osnovno šolo, če sem prav razumel, ne? Ne, samo eden. Jaz imam 4 otroke. En je šele v 2. razredu, tako da v Ustavnem sodišču se še ne mudi z tega stališča, da bi izgubil pravni interes, pa seveda mudi. Ampak bojil se boste še naprej, ne? Ja, seveda, tako kot do zdaj. Dobro, gremo na oglase, ne oditi še stran, ker se vrnemo po oglasih, ko bosta naša gosta podala vsak svojo zaključno misel. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Oba gosta bi prosil za njune zaključne misli. Gospod Peter Jegočič, boste vi začeli? Ja, jaz kljub vsemu povedanemu še vedno verjamem, da osamosvojitev izpod totalitarizma s postavitvijo nove ustave, ki nas je umestila med moderne zahodne države, ni bila zaman. In zato globoko v sebi sem prepričan, da je Slovenija ustavna demokracija. Zato verjamem, da bo tudi Ustavno sodišče utrdilo svoj položaj tudi na ta način, da bo to našo odločbo, se pravi, vendarle izdalo in stopnjevalo sankcije, oziroma da bo ministrstvo pripravilo pogovore in pripravilo predlog, ki bo skladen z tem, kar je reklo sodišče. Dobro, gospod Zobec, še? Jaz se lahko samo pridružim temu, kar je bilo ravno kar izrečeno, in izvršitev te odločbe bo končni preizkusni kamen ustavne demokracije. Dobro, obema gostoma bi se jaz zahvalil za prihod v oddajo in vajne odlične komentarje. To je bil današnji 294. davčni in šolski faktor. Mi pa se vidimo spet jutri v istem času, ko bomo intervjuvali Igorja Omerzo, avtorja knjige Temna stran časopisa Delo. In seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.